Tole je človeška ribica, ki jo je Lara našla v poplavljeni kleti v Kompoljah. Skupaj s sestro sta ugotovili, da ne smeta dati v vodo, ki vsebuje klor, zato sta vrč napolnili z vodo s travnika in poklicali strokovnjaka. Gospod Aljančič je vodja jamskega laboratorija, zato dobro pozna življenje teh redkih dvoživk. Da bi izvedela več o tem, zakaj se je toliko človeških ribic med poplavami znašlo v kleteh, ga v laboratoriju obiščem tudi sama. Visoka voda, bodisi narasla podtalnica ali pa poplavni val, ki je zalil to klet, je prinesel s seboj tudi človeško ribico. Ko so človeško ribico pregledali, so ugotovili, da ni poškodovana, zato so jo še isti dan spustili v podpeško jamo. Mislim, da se bo dobro znašla. Mogoče je celo to res bilo njeno prvotno bivališče, sicer je pa ta jama znana in polna človeških ribic, tako da bo med svojimi vrstnicami glede na njeno starost doživela še vsaj 80 let. Človeška ribica ali močeril je največja jamska žival, dolžina lahko meri tudi do 30 cm. Zaradi barve svoje kože je dobila pridevnik človeška. Ker spada med dvoživke, lahko skozi kožo tudi diha, zato se je ne smemo dotikati. Sicer pa diha z zunanjimi škrgami, ima tudi preprosta pljuča. Ker živi v temi, so njene oči zakrnele, a vseeno občutljive za svetlobo. V sploščenem gobčku ima celo drobne zobe, saj je plenilec in se hrani z različnimi vodnimi živalmi. Sicer pa lahko brez hrane preživi celo več let. Čeprav ima drobne noge, se premika tako, da zvija telo kot kača. Največji del njenega življenjskega prostora človeku ni dostopen. Se pravi, jih ne moremo prešteti. Lahko samo ugibamo, koliko jih je. Da jih lahko opazujejo in raziskujejo, jih je v laboratoriju Tular okoli 40. Le tako se lahko vsaj malo približajo skrivnostnemu svetu dvoživke, ki bi na suhem poginila. Človeška ribica ni hišni ljubljenček, ampak spada pod zaščiteno in ogroženo vrsto, zato mora biti v kraški jami. Če jo slučajno najdete na suhem, jo ujemite v čisto posodo, kjer je voda, nato pa jo dajte v temen in hladen prostor ter počakajte na pomoč.